V Slovenski ljudski stranki se že celo desetletje zavzemamo za decentralizacijo Slovenije, za skladnejši regionalni razvoj, za bolj prijazno uravnoteženo Slovenijo. Verjamemo, da je v tem mandatu vlada veliko tega naredila, pripravila ustrezno zakonodajo, primerno, ko bi lahko z vsemi usklajevanji, vsemi koalicijskimi partnerji in z vsemi parlamentarnimi strankami poskušala to posamosvojitveno zgodbo zapreti, ki se imenuje pokrajinizacija v Sloveniji. Verjamem, da bo o tem referendumu, ki bo 22. junija v Republiki Sloveniji volivke in volivci odločili za pokrajino, v kateri želijo živeti, za pokrajino, v kateri želijo razvijati svoje možnosti, da se država približa ljudem k upravljanju javnih zadev, k upravljanju z financami, z možnostmi, ki so pomembne za razvoj vsake pokrajine posebej. Jaz sem zelo vesel, da ima tudi pokrajina Ljubljana svojo, kajti naše glavno mesto, naša prestolnica, mora biti evropsko prejemljiva prestolnica, imeti vse možnosti, da se uspešno razvija in da sledi korak tistim evropskim mestom, kamor seveda Slovenija in Ljubljana tudi sodijo. Vendar pa ob Ljubljani se mora razvijati tudi drugi del Slovenije, kot je Koroška, Goričko, Bela krajina, Posavje in druge regije, ki pa imajo v tem času precejšnji odmik od razvojnih želja. Prepričan sem, da Slovenke in Slovenci verjetno niso najbolj navdušeni nad referendumi. Tudi sam nisem pristaš tega referenduma, kajti zavedajoč se, da je to aktualna politika tista, ki mora o tem odločiti. Vendar opozicija je hotela, da gremo na referendum. Koalicija je sledila, na vas pa je, spoštovani državljanke in državljani, da se odločite za tisto, za kar je za vas in za vaše okolje najboljše. Jaz sem za pokrajine in verjamem, da Slovenijo bomo jutri naredili še bolj prijazno kot je danes.